Jesenska jutra so nas že presenetila z nizkimi temperaturami blizu ledišča in naša bivališča bodo kmalu morali ogrevati. Toda ob podražitvah energentov, kurilno olje se je v zadnjem letu podražilo za skoraj 70%, leseni peleti pa za več kot 90%, marsikoga skrbi, kako bo preživel prihajajočo zimo. Zbrali smo nekaj praktičnih nasvetov za prihranek toplotne energije in s tem k zmanjšanju izdatkov v družinskem proračunu. Prvo, kar je tudi vlada nekje za javni sektor naredila, zmanjšamo temperaturo v prostoru, stopinjo 2. Vsaka stopinja je odvisna tam 5 do 6%, vsaka stopinja nad 20 stopinj 5 do 6% prihranka. Torej, znižamo stopinjo 2, ne bomo bistveno pokvarili ugodja v prostoru. Morda bo treba sam en dodatni rokav se obleči, da nismo stalno v kratkih rokavih in energija gre. Drugi ukrep, ki minimalno stane, je kontroliranje temperature v posameznih prostorih. Če še nimamo na radiatorjih termostatskih ventilov, potem je zdaj skrajni čas, da to naredimo. Z njimi je namreč lažje uravnavati temperaturo v prostoru, samodejno jo tudi vzdržujejo nastavljeno temperaturo in s tem lahko porabo energije občutno zmanjšamo. Potem druga možnost je seveda za tiste, ki jih mogoče malo bolj zanima tehnika, je tudi pametni termostat, s katerim lahko nastaviš urnik ogrevanja in vnaprej določiš temperaturo v posameznih prostorih. Na hodnikih in tam, kjer se pač ne zadržujemo, ni nujno, da je tako toplo kot v dnevni sobi ali v kuhinji. V kopalnici je kakšna stopinja več seveda dobrodošla, nikomur ni fajn, da stopi izpod tuša v hladen prostor. S tem lahko tudi marsikaj prihranimo, kakšen evro. Z vgradnjo termostatskih ventilov lahko namreč zmanjšamo rabo energije za 10 do 15%. Pomembno je tudi, da ogrevalnih teles ne zastiramo. Če so ogrevalna telesa zastrta, naj bo to s pohištvom ali zavesami in podobno, lahko v prostor oddajo tudi do 20% manj toplotne energije. Kaj še? Potem seveda je pred začetkom vsake kurilne sezone je nujno odzračiti radiatorje. Kako vemo, da jih je treba odzračiti? Potem, da je topel samo en del radiatorja, drugi del je pa hladen. Če niso odzračeni, se lahko stroški ogrevanja povišajo tudi za 15%. Predvsem pri neizoliranih hišah je zelo pomembno oziroma zelo koristen dodatek, če damo odbojno refleksno folijo za radiator. Saj nam potem ta toplota, ki jo radiator seva, torej sevalni del toplote, se vrne v prostor. Minimalni ukrep, če smo temu vsaj malo vešči, lahko sami damo ali poprosimo prijatelja, ker to ni zahtevna operacija. Če imamo že nekoliko dotrajana okna, ki nam ne tesnijo, tu je sicer prezračevanje, vendar ni kontrolirano, prezračujejo se non-stop. Zamenjati tesnila, minimalni ukrep, lahko ga naredimo, če smo temu vešči sami, zopet prihranki so tudi to. Prihranek energije dobimo tudi za spuščanjem ali rolet ali žaluzij, kar pač imamo v nočnem času. V poletnem času spuščamo, da nimamo toplotnega udara, v zimskem času, da nam toplota ne uide ven. Torej, spuščajmo rolete v nočnem času, bodimo dosledni, kajti tukaj so tudi prihranki 10 ali več procentov. Prihranki posameznega ukrepa so resda majhni, a se seštevajo, pravijo energetski svetovalci. Ob tem pa opozarjajo, da na račun energetskih prihrankov ne smemo pozabiti na prezračevanje. Prezračevati moramo, vendar prezračujmo
zelo, torej na par ur, 3, 4, 5 ur, odvisno koliko se zadržujemo v prostoru, zelo kratek čas za odpiranje mokre na stežaj. Torej, da se zrak čim hitreje zamenja v prostoru, dobimo svež zrak, akumulacija toplote, ki je v zidu, se pa ohrani. Posledica nezadostno prezračevanih prostorov je lahko vlaga in koncentracija ogljikovega dioksida. Še en nasvet energetskega svetovalca. Mi lahko izoliramo strop proti podstrešju, ker samo položimo toplotno izolacijo, lahko tudi sami. Prihranki so občutni. Izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju je namreč najhitreje vračljiva investicija skozi prihranke pri toploti. Za to in druge ukrepe energetske sanacije stavb so na voljo tudi krediti ali nepovratna sredstva Ekosklada. Toda dolgoročne ukrepe, od izolacije ovoja stavbe do menjave oken ali kurilne naprave, bo najverjetneje prehitela zima. Je pa vsekakor dobrodošlo, da te ukrepe načrtujemo in izvedemo vsaj do prihodnje kurilne sezone. Kajti ogrevanje z obnovljivimi viri energije je dolgoročno najbolj zanesljiva, ekonomična in tudi ekološka oblika.